Včeraj je bila nujna seja preiskovalne komisije za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu in na včerajšnji seji je komisija soglasno potrdila vmesno poročilo. V nadaljevanju bom podal kratke ugotovitve, bistvene povzetke tega vmesnega poročila, ki obsega več kot 150 strani. Pri tem bi povedal, da bistvene ugotovitve izhajajo iz 15 točk in da pri tem je en član komisije soglašal z vmesnim poročilom, na 2 točke ugotovitve je pa podal ločeno mnenje. Podrobnosti o tem pa v nadaljevanju. Ključna bistvena ugotovitev, prva, je, da glede na dejstvo, da so Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, Abanka d.d. in pa Banka Slovenije zavrnile zahtevo preiskovalne komisije za dostop do listinske dokumentacije in potem v naslednjem koraku, da je to isto zahtevo zavrnilo tudi sodišče, da je bilo preiskovalni del komisiji njeno dosedanje delo oteženo in omejeno na določene segmente. Zavrnitev dostopa do listinske dokumentacije je onemogočalo preiskovalni komisiji, da v celoti ali deloma sledijo cilju in namenu o delu preiskovalne komisije, ki ga določa akt o odreditvi parlamentarne komisije v 10 točkah. Naslednje ključne ugotovitve, ki jih je ugotovila komisija in tudi zapisala v svojem vmesnem poročilu, so, da državi kot lastnici bank, organom upravljanja bank, regulatorju trga Banki Slovenije ni uspelo zagotoviti, da se del napak, ki so bile vzrok za prvo sanacijo bančnega sistema, ki je bila zaključena v letu 1996, ne bi ponovile še enkrat. Država po uspešni zaključci sanaciji bančnega sistema v letu 1996 ni sledila ključnemu cilju, ki ga je zastavila v razvoju poslovnih bank, in sicer privatizaciji in pa operativnemu prestrukturiranju bančnega sistema. Kadri, ki so bili v letu 1991 zaposleni v organih upravljanja sistema Ljubljanske banke, so ostali v sistemu Ljubljanske banke d.d. oziroma Nove Ljubljanske banke d.d. ali so nadaljevali poslovno pot v drugih poslovnih bankah ter finančnih inštitucijah po Sloveniji. Ne glede na dejstvo, da je bilo leta 1991 potrebno narediti prvo sanacijo bančnega sistema. Regulator trga, Banka Slovenije, bi po mnenju preiskovalne komisije morala narediti več in v poslovnih bankah vzpostaviti predvsem sistem ugotavljanja tveganj, ki bi zmanjšal možnost negativnih rezultatov oziroma slabih terjatev. Poslovne banke niso imele vzpostavljenih ustreznih sistemov tveganja, sistemskega nadzora ter niso imele vzpostavljenih kadrovskih resursov, ki bi odkrivali morebitne nepravilnosti v poslovanju bank. Neoptimalna organizacija upravljanja in nadzora hčerinskih ter odvisnih družb poslovnih bank, tukaj imamo v mislih predvsem Novo Ljubljansko banko d.d. Zagotovo je del slabih posojil mogoče pripisati finančni in gospodarski krizi, kot omenjeno pa ni moč omenjenim razlogom pripisati vseh. V času visoke kreditne aktivnosti so banke tveganjem posvečevale premalo pozornosti in niso financirale projektov na osnovi ekonomske upravičenosti. Neustrezna in pomanjkljiva zakonodaja na področju insolventnosti je bila verjetno tudi ena izmed vzrokov za nastalo bančno luknjo. Neupoštevanje predlogov uprav ter nadzornih svetov po hitrejšemu reševanju bank po začetku nastanka gospodarske krize v letu 2008. Lastniki, država, ni sledila predlogom uprav in nadzornih svetov bank NLB-ja Nove kreditne banke Maribor v letih 2009-2010 po zagotovitvi kapitalske ustreznosti oziroma dokapitalizacije bank. Pravočasni odzivi in vplačilo kapitala bi bilo potrebno ne le zaradi slabe kapitalske ustreznosti, temveč tudi zaradi strožjih zahtev regulatorja. Prekomerna izpostavljenost poslovnih bank do določenih panog in povezanih družb.
Tu imamo v mislih predvsem gradbeništvo in pa finančne holdinge. Pritiski nadzornih svetov, Nove Ljubljanske banke, Nove kreditne banke Maribor po povečanju tržnega deleža bank, bilančne vsote bank in agresivnejše prodajne politike bank. Skozi celotno obdobje se je vstavljala tudi vprašljivost strokovnosti posameznih članov nadzornih svetov pri vseh treh bankah. Komisija ugotavlja tudi kadrovske rotacije. Prehod iz organov nadzora bančnega sistema med organe upravljanja bančnega sistema in obratno. Tu se seveda zastavlja vprašanje ustreznosti teh kadrovskih rotacij. Ko je nekdo sistem upravljal, potem je ta isti sistem nadzoroval, ali obratno, ko je nekdo sistem nadzoroval, potem je pa prišel ta isti sistem upravljati. Tukaj imamo v mislih predvsem tri primere, gospod Nučič, gospod Jašovič in gospa Capriolo. Prevelika vloga predstavnikov državnega lastnika, Agencije za upravljanje kapitalskih naložb in vplivanje na posamezne poslovodne strukture pri odločanju. Tu imamo v mislih predvsem prodajo Mercatorja in pa dokapitalizacijo Nove kreditne banke Maribor. S podobnimi težavami pri pridobitvi listinske dokumentacije, kot jih ima preiskovalna komisija, se je srečevalo tudi specializirano državno tožilstvo. Kot sem že omenil, to poročilo je bilo sprejeto soglasno, razen poslanec gospod Matevž Frangež je v 2 točkah, in sicer pri državnemu lastništvu bank in pa pri Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb podal ločeno mnenje. Komisija je poleg ugotovitev pripravila tudi predloge državnemu zboru. In sicer, prvi predlog je, da se ustanovi javna preiskava za nastali položaj v slovenskem bančnem sistemu. Tukaj ne bi bil sprejet posebni zakon, komisija pa ocenjuje, da je predpogoj, če bi bila ta komisija ustanovljena, da bi ta komisija uspešno zaključila svoje delo ali da bi sledila ciljev, da je nujno potrebno, da bi v tem posebnem zakonu pisalo, da je ta komisija upravičena do vseh listinskih dokumentacij, ne glede na bančno tajnost. Komisija predlaga tudi državnemu zboru spremembo oziroma dopolnitev Zakona o bančništvu in Zakona o Banki Slovenije. In sicer Zakon o bančništvu in Zakon o Banki Sloveniji bi bilo smiselno dopolniti z določbami, ki bi omogočale ukrep prepovedi delovanja osebam v bančnem sistemu, ki so škodovali bankam ali svojim ravnanjem povzročili škodo za davkoplačevalce. Smiselno bi bilo, da se zakona dopolnita, da bi regulatorju Banki Slovenija imela možnost zadržanja ali odložitve za določeno obdobje izplačila variabilnih delov, članov uprav, članov nadzornih svetov v obliki finančnih inštrumentov ali denarnih zneskov v primeru, da v nekem časovnem obdobju pride do potrebe po državni pomoči ali sanaciji poslovne banke z davkoplačevalskim denarjem. V tem primeru člani uprav oziroma člani nadzornih svetov do teh variabilnih izplačil ne bi bili upravičeni. Komisija predlaga državnemu zboru tudi spremembo zakona o preiskovalnih komisijah. Zakon je zastarel, zakon je iz leta 1991 in ima vrsto pomanjkljivosti. Ob zaključku tega mestnega poročila, žal glede na razpustitev državnega zbora in na predčasne volitve, komisija svojega dela ne bo morala dokončati, bi pa povedal, da tudi če bi mandat državnega zbora še potekal, da glede na to, da komisija ni morala pridobiti listinske dokumentacije, sklicevanje na bančno tajnost, da verjetno to delo tudi v tem primeru, če bi mandat trajal do konca, ne bi moral biti upravljen kvalitetno oziroma komisija ne bi morala slediti vsem ciljem oziroma tudi vsem nalogam, ki jih je bilo za aktom o odreditvi parlamentarne preiskave dano. Ob zaključku bi rad povedal, da mi je bilo v zadovoljstvo delati v tej komisiji in predvsem, da je komisija večina vseh svojih sklepov sprejela soglasno, ne glede na politično raznoliknost članov preiskovalne komisije.
Jaz sem prepričan, da se vsi zavedamo glavnega problema, ki ga imamo. Bančni sistem je potrebno sanirati, bančni sistem je potrebno nadgraditi in bistveno je, da se ugotovi odgovornost za nastalo bančno luknjo, ki je verjetno bo v višini več kot 6 milijard evrov in seveda, da slovenski davkoplačevalci, edini izmed tranzicijskih držav, že drugič saniramo banke na račun davkoplačevalskega denarja. Seveda bi se pa tudi rad zahvalil vsem strokovnim službam, ki so pomagale in suportirale delo preiskovalne komisije. Vprašanje glede te javne preiskave, ki jo priporočate. Kdo bi to javno preiskavo naj izvajal in kakšni bi bili njeni nameni? Poglejte, neki vzorec te javne preiskave, ki je potekal v Islandiji, se je pokazal verjetno kot zelo učinkovit. Tam se je pač ta bančna odgovornost ugotovila. Predlagamo, da se naredi posebni zakon. Ta komisija bi verjetno morala biti sestavljena tudi iz zunanjih sodelavcev, zunanjih revizorjev, predvsem tukaj z področja finančnih strokovnjakov in pa pravnih strokovnjakov. Bi pa rad še enkrat poudaril, da pogoj, da ta komisija uspešno lahko dela, tudi če bo ustanovljena, da bo tej komisiji omogočen dostop do vseh listinskih dokumentacij, katere bodo hotele, ne glede na to bančno tajnost oziroma zaupnost podatkov.